Tudi v naslednjih minutah o aktivnosti mladih, tokrat nogometašev, kar 1600 iz 6 držav se jih bo namreč ta konec tedna mudilo v Miklavžu na Dravskem polju. Tam bo namreč potekal jubilejni že 10. mednarodni nogometni turnir za otroke stare od 6 do 13 let. Nekaj predstavnikov iz Miklavža smo povabili tudi v naš studio. Dobro jutro vsem skupaj. Dobro jutro. Lahko poudarimo to, da vas večina nogomet igra že več kot polovico življenja, ne? To je tudi kar dobra doba. No, sicer pa, Matej, kakšen je pomen takšnega turnirja? Konec koncev 10 let ga že organizirate. Verjetno ni mačji kašelj zorganizirati vse potrebno za 1600 nogometašev, njihovih spremljevalcev, staršev, trenerjev in vsega skupaj. Vsekakor ne. To je projekt, ki ga delamo 6 mesecev in ene izkušnje 9 turnirjev, ki so od prvega turnirja, ki je sodelovalo 16 ekip, do letošnjega jubilejnega 10. Ki smo se nekako res pol leta trudili, da ga probamo čim bolje organizirati, da tem klubam, ki prihajajo daleč, nudimo nekako čim boljšo podporo in nam je nekako to veselje za te naše otroke, da smo domačini in je to, mislim, ena zelo lepa reklama za naš klub, za našo občino, šolo, tako da smo na to zelo ponosni. Rene, miklavški nogometaši ste sicer vajeni nogometnih tekem, kot rečeno, že dolgo tudi trenirate. Pa je kaj treme pred takšnim velikim turnirjem mednarodnim? Niti malo. Ker se po svojih najboljših močeh vedno trudimo in ker že četrtič bom nastopal na tem turnirju, kot tudi moji soigralci in vsekakor nimamo treme. Tin, kakšen bo rezultat, kako daleč boste šli? Ja, hočemo zmagati, saj smo tudi prvaki naše lige, tako da bomo se čim bolj potrudili in osvojili zlato medaljo. Tako da pričakovanja so zelo visoka in verjamem, da bodo tudi dosežena. Kaj imajo od nogometa otroci konec koncev? Lahko vidimo, da so številni nogometni klubi skrbijo za podmladek, tudi v manjših krajih se vedno bolj in vedno znova organizirajo, da niso tako zelo prepuščeni ulici, računalnikom, televiziji. Ja, sigurno, en nogomet, šport nasplošno je zelo pomembno za otroke. Saj v teh letih si razvijajo razne telesne sposobnosti, koordinacijo, motoriko, ki jim potem pri starejših dobi pride zelo prav. Predvsem tudi to, da jih potegnemo nekje, po domače rečeno, iz ulic, da je manj alkohola, manj vandalizma, kaj se v zadnjih letih v naši občini zelo pozna. To mislim, da je eno bistvo, da so otroci veseli, da se starši družijo, da so navdušeni, da imajo radi to, da tudi potem, če bo kdaj, ker vsi ne morajo biti prvoligaški igralci, igrati Barceloni, Realu, da tudi potem ostanejo prijatelji, da mogoče se potem dobiva na kakšni rekreaciji. In to mislim, da je taka zelo pomembna zadeva. Pa seveda disciplina. Disciplina, redko so treningi, normalno. Rene, vidimo sicer nekaj utrinkov iz prejšnjih turnirjev, pa vendarle, prej sem omenil, da je vendarle po svoje trenirati nogomet tudi naporno. Kolikokrat na teden in koliko časa je potrebno nameniti nogometu, če hočeš biti tako dober, kot ste v Miklavžu nogometaši? Ja, treninga imamo 4-krat na teden, v torek, sredo, četrtek pa petek. Koliko časa traja trening? Uro pa pol, ali pa uro pa 45 minut, včasih se zavleče tudi bolj. Ko pa nimamo trening, verjetno vsi smo vuni na igrišču, pa tudi malo sami za žogo delamo. Torej tudi v prostem času se vse vrti okoli nogometa? Ja. Tin, eno vprašanje, sicer se kmalu začenja svetovno nogometno prvenstvo, tekme bodo pozno zvečer in po noči, kolikšna bo možnost ogledati si? Ja, vsaj med vikendom bom spremljal tekme, med tednom toliko ne, vsaj drugi dan šola, ko bo pa počitnice pa spet. Torej bodo starši pustili? Bodo. So postavili kakšne pogoje, Rene? Lahko gledaš tekmo, če boš to in to, ali vendarle bodo malo pogledali skozi prste? Ja, nič nismo se pogovarjali, ali bo samo ker so bolj pozno tekme, verjetno ne bo mogel. Ker dosti pišemo zdaj še, pa bo tako da ne. Najprej ocene zaključiti. Ja. Kot rečeno, velik turnir, 1600 samih nogometašev,
priprave na takšen zalogaj niso mačji kašelj. Ne, priprave na takšen zalogaj, kot sem že prej omenil, traja 6 mesecev. Imamo en organizacijski odbor, kjer je 30 ljudi, ki se dobivamo nekje 14 dni, pol leta. To je od infrastrukture od šotorov, klopi, do kontaktov z občino, za vsa soglasja, do osnovne šole, gospe ravnateljice Mihelič Mali, Duške naše, ki nam ogromno pomaga glede dvorane, šolske kuhinje. Zelo velik projekt in imamo nekako tudi razdeljena področja. Eni imajo promet, eni imajo infrastrukturo, eni marketing, eni tekmovalni del. Vse to moramo se vsemi temi ekipami kontaktirati, kako, kdaj. Nekateri že pridejo en dan prej, nekateri imajo želje, če bi bila mogoče, ker so daleč, pridejo iz Banja Luke, če bi lahko prvo tekmo malo kasneje začeli. In vse to skupaj narediti, sestaviti en bilten, ki si malo naredimo reklamo po našem kraju, da tudi vaščani vedo, da lahko pridejo navijati za naše mlade nadobudneže. Kaj pa prinaša takšno mednarodno sodelovanje, predvsem recimo mladim nogometašem, kot tudi vam kot organizatorjem? Predvsem stike, izmenjava, videnje nekega znanja, kje smo v nogometnem znanju, nekje v primerjavi z Vojvodino, s Kikindom, z Drenjaninom, z Hrvaške, pridejo klubi iz Varaždina, z okolice Zagreba, z Mađarske, Avstrije, tudi z drugih delov Slovenije, z Gorenjske, z Dolenjske. Ena primerjava, trenerji se tudi pogovarjajo, se družijo, izmenjavajo izkušnje, kaj delamo, kaj smo izboljšali. Ne vem, mi smo še uvedli neko gimnastiko na treninga, kako se je to obneslo. Delamo neka testiranja, vidimo po rezultatih, kje se bolj napreduje, kje manj, kaj bi se dalo izboljšati. Tudi otroci navezujejo stike, mi tudi se udeležujemo turnirjev v Zrenjaninu, Banjo Luko, pride do nekih prijateljstev med starši, med otroci, ki potem oni tudi pridejo k nam in se tudi so kakšni dogovori, da potem ti otroci spijo pri naših otrocih. In se tudi v tem času turnirja, recimo en tekma 15 minut, uro pa pol pauze, se v tem času družijo in postanejo pravi prijatelji. In tudi to zna dolgoročno biti, da bo ostalo to prijateljstvo tudi potem, ko mogoče več ne bo toliko te nogometne igre. Tako ta vikend torej v Miklavžu vse v znamenju nogometa. Ima kdo od vas željo biti čisto resen, velik nogometaš v kakšnem velikem klubu? Ja. Vsi? Barsa. Super. Evo, držimo pesti, da vam uspe. Pridni v šoli, ker nogometaši morajo tudi nekaj znati. Seveda pa tudi na zelenicah naj vam ne zmanjka energije. Vam pa uspešno pri izpeljavi, vsekakor se bomo kaj oglasili naokoli. Kot rečeno, sobota in nedelja vso dopoldne v znamenju nogometa v Miklavžu na Dravskem polju. Tako da, če vas zanima preveriti, na kakšen način in kako dobri so mladi nogometaši iz tega dela Evrope, vsekakor v Miklavž na Dravskem polju.